V tem videu s tabo delim 5 kritičnih elementov, ki bi jih morala imeti vsaka pristajalna stran. Tako da, če urejaš ali delaš novo pristajalno stran, potem ti bo ta video zelo koristen. Pa dajmo najprej razjasniti, kaj sploh je pristajalna stran. Načeloma je pristajalna stran vsaka stran, na kateri pristane obiskovalec. Torej, če ti deliš nekje link in na tej pristajalni strani tvoj obiskovalec, potem je to pristajalna stran. Ampak v tem videu imam v mislih tiste pristajalne strani, ki so namenjene tvoji plačljivi ponudbi. Torej, za tvojo ponudbo. Taka pristajalna stran ima eno zelo pomembno nalogo in to je, da obiskovalce spletne strani pretvarja v kupce. In da ta proces optimiziraš, bom s tabo delila 5 kritičnih elementov, ki jih je vredno, da jih vključiš v samo spletno stran. Ampak to ni še vse. Zate imam še kar 3 bonuse, kaj pa je fino, da izključiš iz svoje pristajalne strani. Prvi element je verjetno najbolj očiten in to je tvoja ponudba. Tvoja ponudba naj bo unikatna in magnetično privlačna za tvojo idealno stranko. Zdaj, če prodajaš mogoče samo eno storitev ali pa samo en produkt, potem mogoče lahko ponudbo razširiš tako, da narediš nek paket, ki bo vključeval seveda tudi to tvojo primarno zadevo, ampak lahko nadgradiš, da bo tvojemu idealni stranki še bolj koristilo in tako kreiraš v bistvu eno čisto unikatno ponudbo, ki se ji tvoja idealna stranka enostavno ne bo mogla upreti. Drugi element je privlačen naslov. Zdaj, ne glede na to, kako fantastična je tvoja ponudba, če nihče ne bo kliknil na naslov, potem je vseeno, kakšna je tvoja ponudba, ker ne bo mogel sploh prebrati ničesar drugega. Zato mora biti tvoj naslov zelo privlačen, magnetično privlačen za tvojo idealno stranko. Tamo pa delim še eno zanimivo vajo, kako lahko generiraš čim več idej za ta privlačen naslov. In sicer nastavi si mogoče 20 minut in v teh 20 minutah zapiši 50 različnih naslovov. In v tem procesu ti bo zagotovo uspelo najti tudi kakšen fantastičen naslov. Tretji element so izjave strank. Zdaj, izjave strank so zelo pomembne, če so pravilno uporabljene. In sicer te izjave lahko pridobiš in jih potem objaviš seveda z soglasjem avtorja. Zdaj, če imaš samo v pisni obliki, potem ti zelo toplo priporočam, da zraven dodaš, če je le možno, še sliko stranke, seveda, če ti to dovoli, oziroma avtorja. In namesto samo, da objaviš blok besedila, izpostavi tisto, kar je najbolj pomembno za iste izjave, za posameznega obiskovalca. Torej, kaj je tisto, kar je povedal oziroma izjavila ta tvoja zadovoljna stranka in bi najbolj koristilo tvojemu obiskovalcu. Še boljše je, če seveda lahko izjave postaviš kot en taki mini intervju z zadovoljnimi strankami in potem video vsebino objaviš na tej pristajalni strani. Četrti element je zelo poznan, pa zelo spregledan in sicer to je klic k akciji. Če ti ne daš klica k akciji, torej da pozoveš, kaj mora obiskovalec narediti naslednji korak, potem izgubljaš zelo veliko strank. Zato te vabim, da narediš dovolj klicev k akciji, ki vodijo v nakup. Karkoli pač to je, tvoj klica k akciji lahko direktno kupi, lahko je rezerviraj termin, lahko je kaj čisto tretjega. Odvisno, kaj je namen tvoje ponudbe. In koliko klicev k akciji je dovolj, je čisto odvisno od tvoje strani. Običajno je minimum 3, torej eden na začetku, eden na koncu in eden nekje na sredini. Ampak zelo smiselno je, da ko obiskovalec v bistvu bere to tvojo pristajalno stran, da na mestih, kjer je najbolj smiselno, da naredi naslednji korak, tudi dodaš torej gumb kupi, rezerviraj ali karkoli pač je znotraj te tvoje strani. Peti element so slike in to slike uspeha. In kot pravi en pregovor, da slika pove več kot 1000 besed, je zelo res. In v tvoji ponudbi je zelo fino, da uporabiš slike uspeha. Zdaj, kaj mislim za sliko uspeha? Slika uspeha pomeni uspeh, ki ga doseže nekdo, ko kupi tvojo ponudbo. Kako bo izgledalo v bistvu njegovo življenje, ko bo kupil tvoj produkt oziroma storitev. Zdaj, če se nekdo recimo, če ponujaš ti nekaj, kar bo nekomu izboljšalo življenje, potem bi slike uspeha lahko bile povezane z nekim srečnim, zadovoljnim, uspešnim življenjem, mogoče celo s kakim potovanjem ali nekaj takega. Tako da zbudijo v bistvu tudi veliko čustev. Zdaj, kakšne slike lahko uporabljaš? Seveda za slike moraš imeti avtorske, torej pravice za objavo, da jih najdeš kar na Google in jih uporabiš, ni okej. Preveri torej, da imaš pravice, da jih lahko uporabiš, še bolj idealno pa je, če uporabiš
kar svoje slike. Kot obljubljeno pa zate imam še 3 bonuse, kaj v bistvu se pa izogniti oziroma izključiti na tvoji pristajalni prodajni strani. In prva zadeva, ki jo je fino izključiti, je vsa družabna omrežja. Zdaj, včasih imaš recimo lahko link do svojih družabnih omrežij, ko so Facebook, Instagram, v glavi ali pa v nogi, ali pa imaš vgrajen celo feed na tvoji spletni strani. Vse gumbe, tudi tiste sledi mi na tam pa tam, ali pa lajkaj ali karkoli drugega, vsa linke na družabna omrežja na tej strani odstraniš. Zdaj, zakaj je to zelo pomembno? Zaradi tega, ker če ti potencialnega kupca pošlješ dol na družabna omrežja, vsi vemo, da so družabna omrežja kar taka malo zasvojljiva in je zelo malo verjetnosti oziroma se verjetnost, da se bo stranka vrnila in opravila nakup, precej zmanjša. Zato potencialnih kupcev nikoli ne pošiljaš dol na družabna omrežja. Druga zadeva, ki jo je fino odstraniti na tvoji pristajalni strani, je glava in noga spletne strani. Zdaj, če ne veš, kaj je glava, glava je tista čisto ta vrhna orodna vrstica, kjer je običajno logo in pa potem linki na posamezne strani. Noga je pa tisti del, ki se prikaže čisto na dnu spletne strani, običajno na vseh podstranih. Zdaj, zakaj to odstraniti? Zaradi tega, ker je fino, da je tvoja pristajalna tale stran čim bolj čista in ne vodi oziroma vabi nikamor drugam kot k nakupu oziroma rezervaciji ali karkoli pač ponujaš na tej tvoji pristajalni strani. Tretja stvar, ki pa jo fino izključiti, so zunanji linki. Zdaj, dam ti kar en primer, da si lažje predstavljaš. Velikokrat se zgodi, da imamo neko ponudbo in želimo še več povedati, naprimer, o posamezni sestavini iz te prehranskega dopolnila, ki ga ponujamo. In o tej sestavini si lahko več prebereš tukaj in vodi na zunanjo stran. Podobno kot družabna omrežja, tukaj spet pošiljamo torej potencialne kupce dol iz naše strani, kjer bi moral biti glavni fokus prodaja. Zato tega ne delati. Ampak te najprej raje vprašaj, ali so te informacije res ključnega pomena, da se bo nekdo odločil za nakup ali ne. Če niso, jih pač enostavno odstraniš. Če so, pa ti predlagam, da namesto zunanjega linka, torej da vodiš na drugo stran, daš raje link v stilu, ko klikneš na preberi več, se ti samo odrola več besedila, ampak obiskovalec ostane na isti strani. Upam, da so ti tile triki oziroma nasveti pomagali, da izboljšaš svojo pristajalno stran